Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Predavanje Alfonsa Cugmasa, udeleženca 6 največjih maratonov. Akcija čiščenja javnih površin. Na Pragerskem mednarodna razstava Cvetje, ki ne ovene. Koncert Društva delovnih invalidov Črešnjevec. Metalurška delavnica Srednje šole Slovenska Bistrica. Velikonočne ustvarjalne delavnice v knjižnici. Odbojkarice Bistrice premagale Mozirje. Pogovor s trenerjem bistriških odbojkaric Markom Pogračičem. Boksarski turnir za zlati grb. Nogometaši Bistrice izgubili proti Triglavu. Pred 22. bistriškim tekom. Alfons Cugmas je strasten maratonec, ki se je lotil enega največjih tekaških izzivov, preteči vseh 6 največjih svetovnih maratonov. S svojo vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo do teka je pretekel maratone v New Yorku, Bostonu, Londonu, Berlinu, Chicagu in Tokiu, s čimer se je pridružil ekskluzivnemu klubu tekačev, ki so osvojili tako imenovan Abbott World Marathon Majors. Odkot je pravzaprav ime maraton? A bi kdo mogoče med vami vedel, odkot izvira, oziroma odkot je to ime maraton? Pa kaj sploh je maraton? Koliko metrov, koliko kilometrov? Se pravi, maraton je ena najtežjih atletskih disciplin. Dolg je 42 km pa 195 metrov. Odkot je pa ime? Z Grčije. Iz Grčije, drži. Se pravi, v Grčiji je en kraj maraton in je poznan tudi po maratonskem polju. Takrat, leta 490 pred našim štetjem, so se pač spopadli Perzijci, ki jih je bilo baje 20 000, in Grki, ki jih je baje bilo 10 000, in so na maratonskem polju pač imeli bitko, v kateri so zmagali Grki. In ta tekač, grški tekač, vojak, tukaj je njegova silhueta, se pravi Filipit, on je takrat, ko so zmagali, tekel 40 km v Atene in poročal, da so zmagali. Ker je bilo pa to pač velik napor, je to pravzaprav povedal in se v tistem trenutku zgrudil in umrl. Tako da je tudi mogoče iz tega naslova so bile prve olimpijske igre v Atenah 1896. leta in je takrat bil tek 40 km. Zato, ker je od tam do Aten 40 km. V naslednjih letih, tudi ko so bile olimpijske igre, so bile te razdalje zelo različne. Nekje med 40 in 43 km. Šele leta 1921 so nekako sprejeli to razdaljo 42 km ali 195 metrov. In prve olimpijske igre, ki so imele to razdaljo, po kateri pa danes tečemo maraton, so bile prve olimpijske igre z to razdaljo. Na predavanju v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici je delil svoje osebne zgodbe, priprave in izzive, s katerimi se je soočal na poti do tega izjemnega dosežka. Njegova zgodba je dokaz, da so s pravo voljo in predanostjo dosegljivi tudi najzahtevnejši tekaški cilji. Pretekel sem 6 maratonov, ne prvi leta 2010 v Berlinu, zadnji v Tokiu leta 2023. To je pač tako vprašanje, ki ga pravzaprav vsak tekač pričakuje. Odgovor bi bil nekje v tem smislu, da vsi maratoni so nekaj posebnega, vsak maraton ti nekaj da, nekaj drugačnega. Res je, da je množica ogromna, od 30 do 55 tisoč tekačev, potem je ogromno ljudi ob progi, se pravi do 2 milijonov v New Yorku recimo, ne? In to so res taki občutki, spoznaš tekače, spoznaš tudi te prostovoljce, ki so zelo spodbudni, te spodbujajo tudi te tekače, potem okolica, ali so to sama mesta, ali so tudi primestja, tako da res občutki so enkratni in jih ne bi mogel zamenjati za kaj drugega. Čeprav je že osvojil vseh 6 prestižnih maratonov, pa ne miruje. Tekaški izzivi v obliki polmaratonov ostajajo del njegovega življenja.
Njegova predanost športu in neustavljiva želja po premikanju lastnih meja sta navdih za vse, ki sanjajo o tem, da bi nekoč pretekli svoj prvi maraton. Moraš imeti neki cilj, moraš imeti nekaj pred sabo, ali je to kratko, srednjeročni ali pa dolgoročni cilj. Vsakemu bi svetoval, da naj začne počasi in da se naj mogoče posvetuje ali pa saj mogoče za kakšen nasvet popraša kakšnega tekaškega trenerja ali pa tistega, ki je že teh 6 maratonov odtekel, ampak do tega bo mogel sam priti z svojim telesom, z svojim umom, z svojim treningom, z svojo prehrano in glavnem naj posluša sebe, naj posluša svoje telo in naj najde v teh tekih res ljubezen, naj mu dajo ti teki njegovo osebno zadovoljstvo. Če pa ima ob tem še koga zraven, ki ga spremlja, ali je to, bi rekel, boljša polovica ali kakorkoli, ni pomembno, pa še toliko lepše. Saj ob tem maratonih doživimo tudi lepoto države, lepoto tistega mesta ali pa tudi širše okolice. V občinah Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica je pretekli ponedeljek potekala tradicionalna akcija čiščenja javnih površin. Akcijo je znova v sodelovanju s krajevnimi društvi organizirala Komunala Slovenska Bistrica. V dobrem vzdušju so čistilno akcijo izvedli tudi v krajevni skupnosti Leskovec Stari Log. Moči so združili upokojenci ter člani turističnega društva Ajda in Kuc Sloga, veseli pa so bili tudi udeležbe mladih rok. V soboto 5. aprila so na Pragerskem odprli že 7. razstavo pod imenom Cvetje, ki ne ovene. Na razstavi so se predstavili ustvarjalci iz vseh koncev Slovenije, pa tudi iz sosednje Hrvaške. Največ razstavljavcev ustvarja cvetje iz krepapirja, ne manjka pa tudi drugačnih in inovativnih idej. Obiskovalci so si lahko ogledali izdelke iz keramike in drugih materialov, pa tudi slike z motivi cvetja ter celo cvetlične kreacije iz Lego kock. Letos smo odprli 7. razstavo Cvetja, ki ne ovene, tako jo imenujemo. Je ponovno mednarodna, ker se nam jutri pridružijo prijatelji iz Hrvaške. Letos razstavlja v obeh dnevih okoli 180 razstavljavcev, danes jih je tu preko 100 in moram reči, da se vedno pojavijo kakšni novi, da se pojavijo tudi novi izdelki, da nas razstavljavke in razstavljavci vsako leto znova presenetijo. Tradicionalne razstave so po nekaj letih tudi pripeljale do ustanovitve Zveze slovenskih društev in posameznih ustvarjalcev cvetja iz krepapirja. Zveza je bila ustanovljena lani z namenom, da združi vse ustvarjalce in da ohrani bogato kulturno dediščino, ki so jo leta in leta ohranjale ženske s svojimi rokodelskimi spretnostmi. Mislim, da nam je tudi čas izredno naklonjen, saj tovrstne rožice postajajo vedno bolj popularne, če lahko tako rečem. Seveda nam nikakor ne gre za to, da bi izpodrinjali naravo, kajti narava je bila in bo vedno prva. Gre za to, da jo posnemamo, da ponujamo alternativo in da vsakemu, ko vidi naše rožice, mu zaigra srce tako, kot jo vidi v resnici v naravi. Rada bi posebej izpostavila to, da v Evropi je ta tradicija tudi živa še po drugih deželah, Poljska, tudi v Angliji, Nemčiji, ampak tako organizirano in na tak način, kot jo pa pri nas ni pa nikjer na svetu. Predsednica turističnega društva Breza ima optimističen pogled na nadaljevanje tradicije. Da pa se pravzaprav nekako ne bojimo preveč za naraščaj, kaže tudi to, da v šolah to izdelujejo, da sodeluje vsako leto vrtec, da sodeluje vsako leto šola, da pa se mladi lotevajo tudi drugačnih materialov, pa vidimo, da posodabljajo izdelke in da jih vidijo mogoče tudi tam, kjer jih mi starejši ne vidimo, ne? Tako da je pravzaprav zanimivo za vsa področja in za vse starosti. V Kulturnem domu na Črešnjevcu je preteklo nedeljo potekal koncert z imenom Skupaj v melodijah. Na koncertu je nastopila pevska skupina Društva delovnih invalidov Črešnjevec. Kot gostje so nastopili njihovi vnuki.
letošnjim šolskim letom je na Srednji šoli Slovenska Bistrica s svojim delovanjem pričela nova metalurška delavnica. O procesu pridobitve je povedal ravnatelj magister Marjan Kampuš. Idejna zasnova gradnje prizidka delavniške učilnice za izvajanje programa metalurških tehnik se je začela nekje v letu 2022, ko je nekdanja ravnateljica, gospa magistra Iva Pučnik-Kozimič, nekako skupaj s sodelavci začela z izvajanjem tega projekta. Pripravljena je bila vsa dokumentacija, projektna, gradbena, pridobljena vsa dovoljenja in v septembru 2023 smo začeli z gradnjo delavniške učilnice, ki smo jo zaključili v septembru 2024. Želja je bila ob začetku gradnje, da dijakom ponudimo možnost spoznavanja različnih procesov in se ne osredotočamo zgolj na program metalurških tehnik, ampak da želimo jih opremiti tudi s vsebinami strojništva, mehatronike, računalništva, programiranja. Zato imamo tu tudi robotsko roko, potem imamo vrtalne stroje, lasersko-gravirni stroj, CNC stroj, brusilne aparate, talilne peči, skratka, da spoznavajo varilni aparati, zato da spoznavajo različne procese dela. Dijaki se zdaj lahko učijo o delovanju naprav kar v šolski zgradbi pod vodstvom učiteljev metalurgije. Pridobitev nove delavnice je zagotovo super stvar za šolo, glede na to, da se je večji del praktičnega pouka izvajal v podjetju Impol in v drugih podjetjih tudi. Je v bistvu pridobitev te delavnice super stvar, zaradi tega, ker lahko zdaj večina praktičnega pouka izvajamo pri nas tukaj. Dijaki se mi zdi, da so zelo dobro v bistvu sprejeli, tudi v bistvu so bili kar en velik del samega tega, tudi njihove ideje, kam bi mogoče kam postavili, na katerem mestu bi katere naprave lahko bile, kako bi se oni recimo čim bolj počutili. Tudi veliko smo se z njimi pogovarjali, kaj bi oni mogoče želeli recimo od samih naprav, da lahko tukaj recimo oni kaj ustvarjajo. Tako da se mi zdi, da nam je nekako pol skupaj kar ratala ta zgodba, tako da bi rekel, da super. O pridobitvi delavnice pa je svoje mnenje povedal tudi dijak 4. letnika. Seveda bilo dosti bolj lažje nekaj delati, ko pa samo za zvezkah sedeti, pa tablo gledati, pa profesora poslušati. To je dosti lažje nekaj prijeti, pa narediti, vidiš, kako to poteka, lahko pa lažje tudi v prihodnosti vidiš, kaj boš ti nadaljeval. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v torek 8.4. potekala prva velikonočna delavnica za otroke, ki je pritegnila številne male ustvarjalce. Otroci so z navdušenjem ustvarjali iz lepenke in drugih materialov ter s spretnimi rokami oblikovali različne velikonočne okraske. O prijetnem vzdušju in domišljiji so nastajale barvite košarice za pirhe. Delavnice so priložnost ne le za ustvarjanje, temveč tudi za druženje in veselje ob prihajajočih praznikih. Ustvarjalne delavnice bodo potekale, kot sem že rekla, tudi po vseh drugih knjižnicah, ne samo v Slovenski Bistrici. Otroci pa si bodo na teh letošnjih velikonočnih delavnicah izdelali velikonočno kokoško, majhnega piščančka, naredili velikonočno gnezdece za pirhe, ki jih bodo verjetno ustvarjali doma skupaj s svojimi starši in starimi starši. Hkrati pa jim bo ta izdelek, ki si ga bodo danes odnesli domov, obogatil in polepšal njihovo praznično mizo. Knjižnice s tem nadaljujejo svoje poslanstvo približevanja kulture in ustvarjalnosti otrokom ter jih na igriv način vključujejo v praznično dogajanje. Ste uživali danes? Ja! Odbojkarske ekipe, ki so v sezoni 2024-25 igrale v 3. državni ligi SOD, so z 18. igralnim dnem končale prvenstvene obračune. Bistričanke so na koncu osvojile drugo mesto, v 18 krogih so zabeležile 15 zmag in doživele 3 poraze. Ja, na začetku, ker smo ful oslabšali ekipo in jo pomladile, smo imeli cilj samo ostati v 3. ligi, potem pa smo videli, da nam vseeno gre dobro in smo imeli malo više cilje. Želeli smo si prvega mesta in nazaj uvrstitev v 2. ligo, ampak smo takrat, ko je bilo najbolj pomembno, nismo bile dovolj zbrane in zdaj se je to poznalo na rezultatu. Prvo mesto in napredovanje v višji rang tekmovanja v naslednji sezoni v drugoligaški konkurenci so si priigrale igralke Formisa 2.
In prav zmagovalke so v prvenstvu dvakrat ugnale varovanke trenerja Marka Pongračiča. Ja, sigurno bi lahko premagale prvo ekipo na lestvici, to je Formis. Vedno smo igrale zelo dobro, ampak so bile malo boljše, tako da tudi z drugim zmestom smo zadovoljne. Žal je lahko bistriškim odbojkaricam, da igralski kader že na začetku ni bil takšen, kot je bil na koncu. Prvenstvo je pač maraton, ki ga je potrebno oteči. Statistika sezone je sedaj že preteklost, realnost igralskega kadra za naslednjo tekmovalno sezono pa tema pogovorov. Zdaj pravzaprav še nismo končali so sezono, da bi se pogovarjali, so neki namigi, da bojo 2-3 zagotovo odšle. Te starejše, ki zdaj končujejo 4. letnik, in bo šle na študij ali v Ljubljano, ena celo se govori, da v Izola oziroma Koper. Tako da nekaj oslabljeni bomo, te mlade prihajajo, dobivajo izkušnje. Zdaj, ali bo lahko čisto, bo rekel, dobestile te izkušenejše igralke, bomo videli, ampak imamo dosti zadnjih perspektivnih deklet, ki bojo slej, jaz pričakujem, prišli v drugo ligo in tam tudi ostale, ker si Bistrica v drugo ligo zasluži. Od številnih privržencev odbojke so se igralke Bistrice razšle zmago proti ekipi Mozirja. Varovanke trenerja Marka Pongračiča so potrebovale 3 nize, da so prišle do zadnjih 3 prvenstvenih točk. Ker je zadnja tekma, smo se mislim najbolj možno potruditi, da bi odigrali najboljšo tekmo v sezoni, ker pač vseeno je zadnja tekma, za nekatere tudi zadnja tekma na splošno. Prvi niz so sebi v prid obrnile Bistričanke s 25-11. Ta niz je v prvi vrsti zaznamovalo visoko vodstvo domačih 15-1. V zaključku niza pa je Čebaškova poskrbela za 20. in 21. točko. Rožančeva pa je 24. točko priigrala, ko je z blokom ustavila gostujoči napad. Na začetku drugega niza so gostiteljice povedle 7-6. Točko je dosegla Maša Vanček. Rajhova je zapisala vodstvo 11-7. Veronika Dušej pa 17-10. Niz pa je s točkama za zmago 25-17 zaključila Maša Vanček. Tretji niz so tako kot drugi bolje začele igralke Mozirja, ki so povedle 5-6. V nadaljevanju pa je bilo vse v slogu belo-črne športne opreme. V nizu prvo ime Veronika Dušej. Ja, enih par dobrih blokov je bilo, pa servisov, tako da. Duševa pa je letos odigrala prvo sezono v članski zasedbi bistriške ženske odbojke. Super mi je bila izkušnja igrati v tej ligi, super smo se s puncami povezali, super smo igrali in mi je bilo super. Zmago s 3-0 in aplavzom so se bistriške odbojkarice na najboljši možen način poslovile od svojih zvestih navijačev. Ženska odbojka v Slovenski Bistrici pa ima tudi svojo trenersko zgodbo. Več o tej pa v pogovoru s prvim možem stroke Markom Pongračičem. Marko, nekaj besed torej o tej tvoji ženski zasedbi odbojkarske ekipe? Ja, zdaj 3 leta kasneje tukaj smo, bom rekel, kar uspeli narediti vse selekcije, igramo konkurenčno vsemi z minimalno odbojko, z deklicami, kadetinami, letos tudi z mladinkami so bili v prvi v tej drugi ligi, ki so 3B lige, so še C lige. Tako da dela se dobro, sezona se počasi končuje, kadetine še imajo en turnir, pa razigravanje za mesta, pa mladinke še razigravanje za mesta. Tako da prvo leto smo prišli pred 3 leti iz 3. lige v drugo, potem smo za en set izpadli, malo nesrečno, za en set nam je zmanjkalo, tada je Topolšica ostala, mi smo pa izpadli Šoštanj. Letos smo spet drugi, prvi gre naprej, malo smo imeli vmes probleme s poškodbami, z boleznimi, virozami, tako da smo redko katero tekmo igrali kompletni, ampak drugo mesto mislim, da je v solidni 3. ligi dober rezultat. Poglej, kar veliko punc je nekako dobilo priložnost v letošnji sezoni, nekako na začetku je bilo manj, potem proti koncu pa stalno večja igralska zasedba si imel na klopi. Kaj torej botruje, da ta odbojka v Slovenski Bistrici nekako ostaja v ženski konkurenci? Zdaj mi smo se pravzaprav lani odločili, smo še imeli kot veš dečke pa kadete, ampak nimamo trenerjev, mi smo 3, Toni, Cene pa jaz.
in zdaj pelje že ta celi pogon, imamo vsak po 2 selekcije, pravzaprav ne, cene celo 3, se še pomaga malo, če do manjka, niti termina dvorane več nimamo, teda mi 2 ekip kompletnih moške, ženske ne moramo peljati, ne. Zdaj vse tiste fante smo napotili v Hoče, z njimi sodelujemo, tako da niso prenehali igrati odbojko, je pa zdaj njegova prioriteta ženska odbojka. Morda beseda 2, težko je v kolektivu izpostavljati posameznice, vendar rečemo nekaj o tistih glavnih udarnih igralkah, ki pravzaprav nosijo največjo breme skozi prvenstvene obračune. Ja, kot si rekel, to je vedno nehvaležno, ne, na določene tekmi ena odigra zelo dobro, druge tekmi, druge 2, tako da v bistvu so vse zaslužne za ta zelo solidni rezultat. Smo pa malo na določenih igralskih mestih, nimamo 2, 3 enakovrednih igralk, ne, ker so tudi sicer mlajše, jih malo forsiramo, dajemo priložnosti, da bi malo izboljšali nivo. Tudi sparing je nekaj časa bil slab, zaradi bolezni pa poškodb smo imeli na treningu 6-7 igralk, samo kar je tudi trenirati težko. A mi smo sezono dobro speljali, tako da zagotovo je Neli kot podajačica, pa Brine kot korektorica, bom rekel, največ odigrata v napadu, pa vse ostale sprejemati, igrati v polju, blokirati, tako da, kot veš, je to kolektivni šport, ker je neka specializacija, vsak mora svoje oddelati, če eden ne dela dobro, ekipa trpi in mislim, smo letos kar vkomponirali kar eno dobro igranost, tako da mislim, da so bile predstave gledljive. Imel si dobro igralsko kariero, potem si bil tudi trener moške zasedbe. Vprašal bi te pa takole, kaj je tista skrivnost trenerja, ki dela med puncami, kakšni so tukaj pristopi? Ja, s puncami je malo specifika, ne. Teda tudi časih, ko malo glas dvigneš, katera malo zavije, začpi malo grdo pogledam, ampak na treningu mora biti neki red, zaradi varnosti, zaradi normalnega dela. Punce so zelo pridne, ne. Zdaj v teh letih, mislim, da vsi razumete, da tudi časih ne poslušajo, najbolj niso 100% pri stvari, ampak generalno s puncami, bom rekel, po eni strani lažje delati, po drugi pa težje, so bolj pridne, po drugi strani so počasih malo bolj zamerljive, moraš paziti na vsako besedo, a mi smo se speljali, tudi če me malo grdo pogledajo, vse to potem pozabi, pa gremo dalje. Še torej misel po letošnji sezoni za v prihodnost, ali kaj bi lahko izpostavil na koncu? Kot sem že prej rekel, neka vizija kluba je, da punce pridejo za to člansko ekipo, ker tako v bistvu so mladinke, ne pa kadetinje, v drugo ligo in da tam ostanejo, da imamo en stabilen pogon, da imamo vse selekcije poštivane, smo konkurenčni, imamo eno močno jedro in potem mislim, da deklet v Bistrici in okolici ne bo zmanjkalo, ne to, da je to edini šport z žogo, mislim, da bomo imeli deklet veliko in tudi rezultate še dobre. Že 29 let se boksarji v Slovenski Bistrici merijo za laskavo lovoriko grb občine. To je športni dogodek, ki da pečat tudi občinskemu prazniku, zato je vsako leto toliko bolj pričakovan. V 4 kote boksarskega ringa je letos stopilo 9 tekmovalnih parov, ki so prišli iz sosednje Avstrije in 6 slovenskih klubov. Med njimi pa je pomembno tekmovalno kakovost pisalo tudi 6 boksarjev in boksarka iz domačega bistriškega kluba, ki so boksali v različnih starostnih kategorijah in težinskih skupinah. V 8. borbi večera so številni gledalci videli dvoboj med domačinom Davidom Brumcem in boksarjem Fužinarjem Matevžem Pečolarjem. V mladinskem računu do 67 kg je rdeči športni opremi več pokazal Brumec, ki je dobro namučil nasprotnika in slavil zmago. Zmaga pa mu je na koncu prinesla tudi prvič zlati grb občine Slovenska Bistrica. Ja, takrat, ko sem gledal na prvem zlatem grbu, takrat se mi je že zdelo, da je bilo fajn to dobiti. Potem pa ja, samo trening. Veliko težkih treningov v zadnjem mesecu, 2 mesecih. Res napolno smo trenirali, pa se tudi pol vidi. Ja, David je že dolgo na nivoju, na visokem nivoju, zdaj zadnje čase, tako da me sploh ne preseneča to. Na treningu da vse od sebe. V edinem članskem obračunu sta se 3x po 3 minute v kategoriji do 80 kg pomerila domači boksar Val Prosenjak, ki je že osvojil zlati grb, in član boks kluba Predator Mark Lukačič.
Slednji, ki se je boril z modro čelado, je tokrat pokazal več in sodniško odločitvijo z 2-1 zmagal v tem dvoboju, v katerem je Prosenjak nastopil še kot mladinec. Omenjeni dvoboj pa je bil razglašen tudi za najbolj borbeni par na turnirju. Prvo rundo smo po mojem bila tam, druga runda je bila moja, tako je rekel trener. Tretjo rundo pa je moral malo več stisniti, ampak je bil vseeno boljši moj nasprotnik in zato je verjetno tudi on zmagal. Plemenita veščina boks vedno postreže z zanimivimi dvoboji v najtežjih težinskih kategorijah. Tokrat sta v konkurenci mladincev do 92 kg pesti prekrižala. Z rdečo čelado član domačega kluba Jaša Jurko in Aleksandar Dragaš iz boks kluba Aleks iz Domžal. Po 9 minutah trdega obračuna z veliko čistimi udarci z obeh strani so sodniki za zmago roko dvignili domačemu borcu. Je bil kar težki dvoboj, zdaj z njim smo že imela tretjo borbo, tako da se kar poznal. Mislim, da ima 92 kg, to je kar, tako da ja, je bilo kar težko. Jaša Jurko je dvignil tudi pokal za borca z najboljšo tehniko. Mene je to ful bilo fajn, ker zdaj prvič, prejšnjo leto nisem imel nasprotnika, tako da mene to se zdaj zdi super, bi še večkrat boksal doma. Organizatorji so zraven že omenjenih razglasili tudi najmlajšega zmagovalca. Pokal je prejel Edin Mašič iz boks kluba Aleks, ki je premagal domačega Žana Ureka in to v kategoriji dečkov do 57 kg. Zmage pa sta se v domačem taboru veselila še Aleks Vodušek, ki je pesti prekrižal v kategoriji kadetov do 57 kg. Ta je že v prvi rundi z močnimi udarci nasprotnika prisilil na predajo. Vse 3 runde pa je potreboval za slavje in zmago v kategoriji kadetov do 75 kg Slavek Leskovar. Edini dvoboj v kategoriji starejših deklic med Kladnikovo in Prosenjakovo je dobila slednja. V celoti vzeto je z rezultati svojih tekmovalcev zadovoljen tudi trener Matica Mastur. Letos nas je bilo kar 7 tekmovalcev, ki so bili pripravljeni stopiti v ring. Jaz mislim, da glede na videno smo lahko zadovoljni. Več kot zadovoljni, jaz sem zadovoljen. Vsa čast fantom. To delo, ki smo ga upravljali, pa trenirali, pa se pripravljali na to, je zdaj se pokazalo, tako da kapo dol. Tradicija Zlatega grba potrjuje, da v bistriškem boksu delajo dobro. Delo z mladimi pa že rodi sadove. Ja, glavni poudarki kluba so na delu z mladim, da imamo čim več tekmovalcev, kar je zdaj nekaj imamo in delamo na rekreativni bazi, da se potem še kakšni tekmovalci pojavijo. In seveda, da boks razvijamo naprej v Slovenski Bistrici. Boks klub pa prihodnje leto čaka velik dogodek in to 30. izvedba Zlatega grba občine Slovenska Bistrica. Tekma 22. kroga v drugi državni ligi med Bistrico in Kranjskim Triglavom, ki je za Bistričane vedno neugoden tekmec, se je po preobratih končala zmago Orlov iz Kranja z 2-3. Gostitelji so v srečanju 2-krat vodili, vendar so Kranjčani našli priključek. Z izkušnjami in vztrajnostjo so spreobrnili potek tekme in domov za priključek pri vrhu lestvice odnesli 3 pomembne prvenstvene točke. Za nas zelo pomembna zmaga tukaj v Slovenski Bistrici. Vemo, da je to zelo kvalitetna ekipa, ki je, mislim, da že 14 tekem neporažena. Težko igrišče, žoge je zelo nemirna, tako da smo se tudi načeloma pripravljali na tako igrišče, tudi na tako ekipo, tako da smo veseli, da nam je uspel, pa zelo pomembne 3 točke. Po odlični seriji zmag in neodločenih izidov so Kranjčani Bistričanov po dolgem času zadali prvenstveni poraz. Morda je temu porazu svoj davek zaračunal tudi pokal in tekma s Koprom. Ja, seveda, neki davek tudi to terjalo. Nismo bili tako sveži kot Triglav, ampak borili smo se, dali smo vse od sebe, naslednji teden bomo pa šli na zmago. Domači so na tekmi s Triglavom povedli že v 19. minuti, ko je zadel Domen Brumec. Vedno je lepo zadeti, ampak žal na konci 2-krat vodili, 2-krat prejeli hitri gol, na konci še 3. za poraz. Na odgovor gostov po izenačenju domači niso čakali dolgo.
Že v naslednji 20 minuti je Jaroš Čadež izenačil na 1:1. V prvem delu, ki se je zaključil z neodločenim rezultatom, smo zabeležili še nekaj priložnosti na obeh straneh. Domači so poizkusili v 4. in 8. minuti, ko sta proti golu vratarja Sorčana merila Jaša Jelen in Marcel Kobal. Šušnjarja je s prodorom poizkusil v 16. minuti. V 31. minuti smo na delu videli Radosavljeviča. Gostujoča zasedba pa je do odmora poizkusila še v 37. minuti in nato še minuto kasneje. Тяжелый матч, обидное поражение, 2 раза выигрывали. Не хватает нам концентрации после пропущенного мяча. Довольно быстро пропускаем, совершаем ненужные ошибки. V drugem polčasu so gledalci lahko videli še naprej napeto tekmo s ponovnim rezultatskim preobratom. V 65. minuti je Stanislav Krapuhin z lepo akcijo in nato mojsterskim zaključkom potrdil, da je z naskokom najboljši strelec lige s 13 goli. Еще раз скажу, это приятно забивать, но больше приятнее выигрывать. Поэтому считаю, что лучше бы мы выиграли, и я не забивал. Моя работа забивать, поэтому я стараюсь делать это в каждой игре, буду продолжать, но надеюсь уже с более хорошим результатом. Igralci Triglava v sinje-modri športni upravi se tudi po tem vodstvu niso predali. V 68. minuti je izenačil Lan Piskule. Gostje so za zmago zadeli v 77. minuti. Odbito žogo od prečke je za hrbet rjavšku spravil Jakob Cukjati. Bistričani pa kljub velikim naporom, tako kot Bračko v tem poizkusu, do konca niso uspeli poravnati in priti morda do željene točke. Kljub temu, da so Triglavani v Slovensko Bistrico prišli kot papirnati favoriti. Triglav ne more biti favorit v Bistrici. To smo tudi pokazali, ker smo 2-krat povedali. Zdaj moramo pa te emocije po doseženem zadetku, ker so tako izenačili, enkrat v 2 minutih, 2-krat v 2 minutih, te emocije moramo zadržati koncentracijo in narediti vse, da čim del ostanemo v pozitivi in da lahko po tem umiru še iščemo ta drugi gol za borbenost. Nimam nič, je pa ta koncentracija po teh vodečih golih. Mislim, da danes Triglav ni bil nič boljši, da smo dosegli 2 zadetka in ko dosežeš doma 2 zadetka, more zmagati ali pa se neodločeno igrati. Nogometaši, ki igrajo za Bistrico, bodo prav gotovo do petka še kakšno rekli o 2-kratnem vodstvu in izgubljeni tekmi s Triglavom. Vendar jih prav na Cvetni petek doma čaka ponovno velik izziv. V gosteh jim prihaja okrepljeni Slovan. Zdaj že Slovan v petek hitro prije, imamo zdaj 4-5 dni časa, da to popravimo in ko bomo to dvignali na višji nivo, potem se pravi, da držimo 0 v zadnji in potem, če dosežeš 2 zadetka, kar nas je krasilo, potem da tekmo mirno pripelješ do konca. V nedeljo bo v Slovenski Bistrici potekal že 22. bistriški tek. Organizatorji tudi letos pričakujejo množično udeležbo. Prireditev je na novinarski konferenci podrobneje predstavil direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Friedrich. Prireditev bo v to nedeljo, se pravi 13. aprila. Dejansko v primerjavi z preteklimi leti ne bo nekih bistvenih sprememb. Zdaj pričakujemo spet, da bo tako lansko leto presegli število 1000 udeležencev, kar je nekako naš cilj. Za vreme je lepo napovedano, tako da nas z tega vidika ni strah, da bi bila udeležba manjša. Trenutne prijave kažejo, da bo ta meja spet presežena, tako da lahko zdaj, če se malo dotaknem urnika samega, začnemo ob 9. uri. Najprej so na vrsti najmlajši, se pravi vrtci, ki se bodo nekako simbolično pomerili v teku na en stadionski krog. Nato sledi ob 9. uri in 30 minut glavni tek, se pravi tek na 10 km
Ta tek šteje tudi za Štajersko-koroški pokal, v katerem sodelujemo že od vsega začetka. Tako da v tem času bodo tudi te glavne zapore cest, katere imate tudi v materialu. In po tem teku sledi družinski tek, za družinskim tekom pa otroški teki, se pravi teki osnovnošolcev, in na koncu še štafetni tek. Tako da dejansko pričakujemo nekje okoli 13. ure, da bodo vsi teki zaključeni, sledijo potem podelitve in zdaj, kar se tiče samih štartnin, lahko pač povem, da letos imajo vsi osnovnošolci in pa vrtci tekmovanje brezplačno. Vsi udeleženci prejmejo tudi spominsko majico in pa malico, vodo. Za te najdaljše bo pa potem tudi, najdaljši tek bo pa, se pravi tekmovalci v najdaljšem teku bodo pa deležni tudi toplega obroka, se pravi bograča, kar je tudi že tradicija na našem tekmovanju. Zdaj za meritve bo skrbel ProTime iz Maribora, z njimi sodelujemo že tudi za vrsto let in smo zelo zadovoljni. Želimo pa, da bodo tudi na teku na 10 km morda se približali rekordnim tekom, se pravi, upamo na odlične rezultate, predvsem pa je glavna želja, da bo čim več tekačev na sami prireditvi, tudi čim več domačinov. Tej priložnosti bi tudi povabil še, da se pridružite, bodi si kot tekmovalec ali pa kot navijač. Skratka, pričakujemo res en lep tekaški praznik in bi res si zaželel, da bo čim več ljudi prisotnih. Skratka, obenem pa tudi želim, da v tem času zapor cest, da za razumevanje in da boste pač našli način, da se izognete teh zapor cest, ker bodo urejeni obvozi v tem času. Tako da prosim za eno strpnost in pa tudi vas obenem vabim, da se nam pridružite in da skupaj obeležimo en lep športni praznik v Slovenski Bistrici.